V tem času so postali vodilni klub v Sloveniji pri dokumentiranju jam. In lahko se pohvalimo, da smo za 50 let eni najboljših klubov v Sloveniji, kjer smo tudi vodilni v dokumentiranju, že več kot 11 let vodimo v Jamarski zvezi Sloveniji. Vsako leto damo poprečno 88, registriramo novih 88 jam. Jaz moram reči, da jamar sem dobro 4 leta in mislim, da bo to šport, ki me bo spremljal do konca. Eden najboljših, bom rekel, dejavnosti in mi je samo žal, da sem tako pozno začel. Sicer pa se novomeški jamarji še zdaleč ne zadržujejo le na Dolenjskem krasu. Težko ga primerjamo z matičnim krasom, visokogorskim krasom. Ima pač te svojstvene lastnosti. Brezna niso, da rečem, tako globoka, kot so v Visokogorju. Jame niso tako dolge, kot so na matičnem krasu, so pa zato na drug način zanimive. Nismo omejeni samo na ožje področje občine Novo mesto. Delujemo tudi v Beli krajini, Posavju, v Visokogorju na Kaninu, tudi v tujini. Smo s kolegi, delujemo v Italiji. Vedno aktualno pa je tudi vprašanje čistoče jam. Naše jame, kar si v bližini naselja, so žal še vedno onesnažene z raznimi odpadki, ki jih ljudje mečejo, s tem, da se je v zadnjem desetletju to onesnaževanje bistveno zmanjšalo, odkar se uporabljajo kontejnerji in organiziran odvoz odpadkov. Žal so se pa tudi zadnja leta pojavili novi odpadki, to so gradbeni odpadki, ki jih mečejo ljudje v jame. Ob jubileju pa so izdali tudi publikacijo Dolenjski kras, in sicer že 6. izdajo. Zavedamo se, da vse, kar ni, da rečemo, zapisano, je minljivo, zato pišemo. Pišemo in zdaj ob tej naši 50-letnici je išla že 6. številka Dolenjskega krasa, se pravi naše publikacije, ki izhaja na nek način vsakih 5 let. Cilj novomeškega jamarskega kluba je se v prihodnje še bolj kot doslej posvečati izobraževanju.